Ja, solze, pa naj si bo jeruzalemskih žena ali pa naše. Res, nahajamo se v času, ki je za zjokat kompleksen, fizično in psihično je naporen in tudi imunsko zahteven. Zato mogoče najprej kratek recept, ki vam bo ohranil vsaj malo kondicije. V lonček damo žlico srednje tople vode, pa žlico meda, pa sok 1 do 2 iztisnjenih limon. Recept je preizkušen in obljublja vsaj osnovno stabilnost zdravja telesa skozi dan. Ampak, ker smo kristjani, se spodobi recept vsaj malce spremeniti, vsaj kar se tiče vodne osnove. Namesto navadne vode lahko uporabimo lonček solza nekoga iz naše okolice. Lahko pa navadno vodo zamenjamo tudi z blagoslovljeno. Pa pojdimo lepo po vrsti. Voda iz solz za nas kristjane pomeni imeti odprto srce za stiske bližnjih. Torej, nam ne sme biti vseeno, kaj se dogaja ljudem okoli nas, v kakšnih težavah so. Blagoslovljena voda pa lahko pomeni, da moramo stalno jačati zaupanje in vero v Boga, pa naj si bo z branjem Božje besede, z molitvijo po namenih, s prisostvovanjem sveti maši, sedaj nadaljavo. Osebno tole doživljam in rešujem približno takole. Vsako jutro se potrudim s pripravo in zaužitjem tega napitka. Zatem pa na peš poti do UKC-ja v miru zmolim jutranjo molitev ter še kakšno desetko rožnega venca. V bolnišnici, ki je zdaj primarno trdnjava strogih higienskih ukrepov, se potrudim z neskončno kratnim umivanjem, razkuževanjem rok ter potrpim z masko skozi cel delovnik. Med kolege in še posebej do pacientov pristopam pozitivno razpoložena, spodbudnih besed. Res veliko delamo, ampak si tudi mnogo medsebojno pomagamo. Pri delu s pogovori, opozarjanjem na pravilnost pri delu in tudi o korona novostih. Kljub nenehnim operacijam onkoloških bolnikov ter stalno urgentno odprti kliniki za sprejeme tudi morebitno okuženih pacientov, se na nobenem od naših oddelkov zaenkrat ni okužil nihče. Res, iskrena vam hvala za mnoge molitve ter vaša odgovorna ravnanja po navodilu ostani doma. Po 8 urah se osvobodim maske in se najprej zahvalim Bogu, da smo prav danes imeli na voljo dovolj osebne varovalne opreme, saj smo vmes večkrat delali tudi brez mask. Pri pešakanju do doma se navzgor zahvalim tudi za svež zrak, sonce, pomlad. Popoldne so na vrsti običajna dnevna opravila, delčke časa pa namenim mail ali pa mobil kontaktom do tistih znancev, ki so bolj sami ali pa nemočni. Zvečer še pogledam dnevno sveto mašo, res, salezijanci pa samo, hvala vam. Kot je pred tedni dejal papež Frančišek, čoln vsega človeštva močno premetava po razburkanem morju, ampak krmar, Jezus, po moje ne spi. Sliši molitve, opazi naša drobna prizadevanja, dela ljubezni do bližnjih. Saj vemo, a ne, da je eno takih tudi, da na ulici damo prostor, pa zagotovimo varnostno razdaljo tudi namesto tistih, ki tega ne zmorejo ali pa nočejo sami storiti. Jezus nam podarja tudi letos veliko nočno tridnevje v malce drugačni luči, na TV, na radiju, na internetu. Torej, nas kristjane ne jača le čudežni napitek. Pomembno je predvsem naše odprto srce za tole preizkušnjo. Jezus ne želi, da jokamo. Želi pa, da nas tale korona golaž, ki smo si ga skozi zadnja leta preobilja skuhali, predrami k poboljšanju in spremembi kvalitete življenja navzven in navznoter. Potočimo kakšno solzo na skrivaj, predvsem pa stopimo na ta pravo pot, osebno in v sokoraku z bližnjimi. Božji scenarij je popoln.
Če bomo dobri akterji in predvsem ponižni sodelavci odrešenja sebe pa vsega sveta, na teli COVID-19 turneji nas čaka najvišja nagrada. Za danes pa usmili se nas, Gospod, in nam pomagaj, ker ne znamo in ne zmoremo sami.